Jaz imam PMS. Živjo, dobrodošli v najbolj pričakovan video, actually, probably not. Vem, da bo najbrž pod temle videom full komentarjev, ampak je čas, da pač naredim tale video, zato ker se mi zdi, da je pomembno na YouTubeu govoriti tudi o kakšnih pomembnih temah in jaz se pač rada izpostavljam, okej? A vam je nerodno govoriti o seksu? Jaz sem mislila, da mi ni, ampak potem, ko vem, koliko obsojam bo najverjetneje, bom si rekla raj, fuck it. Dajmo res začeti, sploh nima veze. By the way, živo, jaz sem Kaja Solo, če še ne veste. Zdaj veste. Prvo opozorila, preden začnemo tale video, če vam je slučajno seks in te teme, da vam je nerodno in, ne vem, imate potrebo potem, da kaj čudnega komentirate, daj prosim, kliknite dol, zato ker tega tukaj ne bomo imeli, okej? Tukaj imamo resne debate o resnih stvareh. Prav je sama sebe zelo redko resno jemljem, ampak danes se očitno moram. Okej, prvo moramo govoriti o eni knjigi, ki je v bistvu bila inspiracija za tale video. Sam, jaz se tako dobro popravila na video, da je nisem vzela dol s knjižne police. Evo jo, to je, oziroma to ni knjiga o seksu. Tale knjiga je danes vodič za tale video, oziroma inspiracija pač. To knjigo bi definitivno priporočala vsem mladim, ko se prvič soočajo s spolnostjo, ko jim je to pač nekaj čist novega, zato ker je knjiga res fajn napisana na zanimiv način, noter je ful enih slik, stripov. Vem, da je danes marsikomu težko prebrati knjigo, ko nima slik, ampak tale je res It's interesting, okej? Jaz sem jo prebrala v enem dnevu, pa načeloma veliko že vem o tej temi. Ja. Napisala jo je v bistvu tudi moja sodelavka, youtuberka Chusita Fashion Fever, kar je full incredible in je inspirational. Tudi jaz zdaj napisala tako knjigo. Dejansko tudi jaz, ko sem bila mlajša, bi mi najverjetneje ta knjiga zelo prav prišla, tako da jo priporočam tudi vam. Ampak dajmo zdaj govoriti o moji zgodbi o seksu. Naj v bistvu kar povem, kak je bil moj prvič, ker po moje je to najbolj zanimivo in ja, vsi si boste mislili, evo, ni clickbait. Dejansko bom govorila o tem, ne bom prikrivala, povedala bom tako, ko je bilo, čeprav je full awkward, but hey, a girl's gotta do what a girl's gotta do, am I right? Jaz sem prvič spala s fantom, no ne spala, ampak pač did the thing. Mislim, da konc prvega letnika, koliko sem bila takrat stara, 15? Jaz sem imela glih še eno urico cajta, da sem šla k njemu, preden sem mogla iti domov, tako da pač sem šla k njemu, pa naj poudarim, da je to bil moj fant, s katerim smo bila dejansko skupaj, mislim, da tam nekje pol leta že, preden smo se odločila za to in ogromno smo se pogovarjala o tem, vedela smo, da smo pač glih v teh letih, ko bomo pač najverjetneje se bo nekaj zgodilo. Tako da ni bilo to tako, da bi se kar odločila, gremo zdaj tja in to bom naredila in da ne bi imela pojma, o čem se gre. Jaz sem dejansko tak človek, ko pogooglam čist vse, kar se zgodi v mojem življenju in moji Google searchi so res What is you doing, girl? Ampak tukaj v glavnem je pomagalo, vsaj vedela sem, kaj je treba narediti in pač zaščita, bla bla bla. Prav to ni to bla bla bla, to je kar pomembno. Moram priznati, da zato, ker je bil to en fant, ko pač je bil moj dejansko fant, ko je bil pač, sem bila zaljubljena v njega. Me ni bilo toliko strah, valjda, da sem bila živčna, pač zato, ker se nekaj novega dogaja in pojma nimaš, a bo v redu. Ne vem, glede na to, da je tudi on bil v bistvu nedolžen. Ne vem, a je to bilo še bolj awkward, ali je bilo malo manj awkward, zato ko smo dejansko oba bila bolj štorasta. It only happens once, tako da vam ne morem povedati, kak je z druge perspektive. Temu fantu zdaj tako eno random ime, ne vem, Kevin, ker je zunaj sneg in bo home alone glih zdaj. Ja, Kevin. Glavno po moje je bil tudi Kevin glih toliko živčen, tako da pač je bil še to en tak faktor, da ima narediti prav, da bo tako, kako mora biti. Predtem smo se tudi v glavnem, kakor sem rekla, pogovarjala o zaščiti in on je nekje najdel ene kondome, pojma nimam kje, najverjetneje jih je že imel v denarnici, ker men do that. Drugač pa greš v trgovino in jih kupiš, pa nič ti na ne bo awkward. Tudi jaz ni že večkrat mogla iti kupit. Enkrat je bil celo en tak nakup, da je bil šampanjc, čokolada pa kondomi. Pač you know what's up, you know what's up. Pa tudi to, valjda sem brala, da bo bolelo. Najverjetneje si lahko to preberete čisto
v vseh najstniških revijah. Ampak fakt, pač to je treba preživeti. Če si tega res ful želiš in si pripravljen na to, po moje, ni to taka stvar. Tudi pač meni je bilo, bolelo bo, sam pač it's gonna be great. I trust you, let's do this. Kevin je imel doma dejansko vodno poslo, kar za prvi seks najverjetneje ne priporočam glih najboljš. Čeprav za da se je okolje, oziroma da se je situacija mečken sprostila, je bilo mogoče malo boljš, zato ker je bilo ful smešno, ker je pač tista, pač ful tak del. Vodna posla je in ja. Pač s časoma, ne, ko se pač malo smejiš skupaj, ne, pa to pač se začnejo stvari malo odvijati. Sva se začela malo ljubčkati, pa malo šlatati, pa pač nekot si misliš, kako gre to. V bistvu je vse tako instinktivno, ja, ko bereš o teh stvarih, ampak po moje tudi, če ne bi bral o teh stvarih, bi vedel točno, kaj moraš narediti, zato ker it's not that hard. Tudi pomembno je, da se pogovarjate med sabo. Midva se nisva nekaj ful pogovarjala, ampak če mi nekaj ne bi pasalo, recimo, bi mu definitivno povedala. Pač pomembno je, da si z eno tako osebo, ko se pač z njo dost razumeš. Pač najverjetneje je to tvoj partner, partnerka, nima veze, pač jo imaš, ji zaupaš, bla bla bla. Pa definitivno bi priporočala, če je punca pač še nedolžna, ali obe punce, I don't judge. This guy is gonna be very helpful. Pa še ta, pa mogoče še ta. Moje je ful pomembno prvič, da ne greš kar direkt z glavo skozi zid, oziroma s penisom v vagino. Zato, da se pač punca malo pripravi, zato da ne bo pol tak šok, da se mečken navlji. Lubrikant naj vas ne bo sram, zato ker jaz ga pravim čist fucking vedno. Še zdaj, I'm dry as fuck, probably zato, ker ne spijem dosti vode čez dan. Zdaj me boste res dobro spoznali. No, v glavnem, in pol se začne punca malo ogrevati, s časoma, pol lahko tudi dejansko the thing probaš. Glede krvavenja, jaz nisem nekaj ful krvavela, vem, da marsikera malo več, kera malo manj, jaz. Ampak to ni nič narobe, zato ker je to naravno, oziroma ker je to normalno. Zdaj, če ful boli, pač nehaš in, ne vem, probaš kasneje, probaš še malo gret, probaš lubrikant, probaš eno, probaš uno. Vprašanje, ko bo verjetno najbolj pogosto spodi, je, je bolelo, in moram reči, da bolelo zdaj neki ful ni, ampak je tekno neprijetno je, kot da bi ne vem, tako da bi se ušesa preluknil, pač ne boli, vsaj mene ni. Vsak mu je drugač. To je tudi zelo pomembno, pač vsaki punci je drugač, za tebe ne bo isto, kot za tvojo prijateljico, tako da ne mora nič garantirati, ampak načeloma ne sme neki ful boleti. Če te pa ful boli, slow down, use lube. Treba iti počasi pri teh stvarih, zato ker telo ni navajeno na te stvari. In zdaj pridemo do tistega dela, ki je najbolj zanimiv in najbolj... To je bil en tak lesson, ko mi dejansko pač noben ni tega povedal. Jaz, ko sem prvič spala s fantom, sem v bistvu imela ful redne menstruacije. Odkar sem jo imela, pa do takrat sem imela vsak mesec in nikoli ni bilo, nič prej, nič kasneje, točno na dan natančno je bilo. Ampak, ko smo spala prvič skupaj, oziroma ko smo prvič seksala, moje menstruacije ni bilo skoraj 2 meseca. In lahko si mislite, da pač paranoična jaz, a ne, grem itak spet googlat, nima menstruacija, oh my god, prvič sem spala s fantom, nima menstruacije. V glavnem, bilo me je že ful strah, zaradi tega sem tudi povedala mami, in me je mami pol naročila na ginekologu, ampak ginekologu je še pol, mislim, da še en mesec trajalo, da sem sploh šla tja, teda to sploh ni pomagalo. Sem pa raziskovala na internetu in sem našla ene par primerov punc, ko so v bistvu po prvem seksu jim je menstruacija zamujala, in v bistvu je bilo napisano na tak način, kot pač zato, ker tvoji hormoni tisti čas ponorijo, zato, ker gre vse, pač tvoje telo gre skozi eno največjih sprememb tekle. Pač zaradi tega je možno, da nimaš menstruacije nekaj cajta, oziroma da ti malo uniči sistem. Zdaj, koliko je to znanstveno oziroma zdravstveno pač dokazano, kakorkoli, pojma nimam, ampak definitivno sem brala več primerih o tem, pa tudi jaz sem ga imela. Zato, ker pride tudi do tega, da si ti vedno bolj živčen in vedno bolj pač nima menstruacije, da tvoje telo dejansko pač pol ne more sprostiti, ne more priti menstruacija, glede zaradi tega, ker pač ti toliko samo študiraš o tem in si skozi pod stresom. In pa, ko sem jaz nekrat tisti članek prebrala, sem jaz začela verjeti, ja, to je to, ne morem biti noseča, enostavno ne morem, ker smo imela smo zaščito, niti mu ni prišlo v mene, so... V glavnem, v bistvu, dobesedno naslednji dan sem dobila menstruacijo in to je bila najhujša menstruacija v mojem življenju, ker sem
3-krat v tistem dnevu bruhala, skozi sem bila v posli, trebuh me bolel, drisko sem imela. Čez cel dan sem pojedla samo eno banano, tega se ful spomnim. V glavnem, midva takrat nismo imeli neki cajta, s Kevinom smo dosti hitro pol končala, mislim seksom. In sva se naslednji dan dejansko spet obla in sva pač probala še par novih stvari, zato ker pač prvič, hvala, da ne delaš drugega komisionarca, ne pač. Ja, by the way, jaz sem škorpion po horoskopu, meni je seks, če je ta prava oseba, ampak v glavnem jaz govorim o tem in ni me sram in mislim, da je to celotna zgodba o mojem prvič. Zdaj, najverjetneje vas zanima, vem, če ste že opazili, ampak nisem devica Marija in nobena ni. Jaz sem do zdaj imela 4 resne fante po več kot pol leta, s katerimi sem dejansko spala, se pravi 4. Še to, ne bomo nobenega obsojali, s koliko ljudmi je spal, zato ker vsak ima svoje potrebe. Kaj bo delal s svojim telesom in svojim srcem, svojim, v glavnem vsem. Ampak, ker sem ženska, ki se borim proti tem stereotipičnim punce, lahko imajo samega fanta, s katerim spijo, fanti lahko imajo pa ogromno punc, pa so legende. Jaz sem imela tudi krajše afere. By the way, stara sem 21, ker sem prej rekla, vsak dela svoje. Ampak pri teh krajših aferah se mi zdi pomembno tudi to, da se pogovoriš s tisto drugo osebo in ji poveš, midva smo sam za seks, nič več, zato ker lahko kdo začne razvijati kakšna čustva in pol to ni glih fajn, pač pri vsem življenju je pomembna komunikacija. Kakršnokoli, vem, dobivam ful vprašanj, ampak večinoma je rešitev komunikacija, tako da dajte govoriti z ljudmi glede vsega, tudi v tem videu. Jaz sem se pogovarjala glede prvič, glede moje tiste, ko nisem dobila menstruacije, ne vem, pač vse, karkoli se dogaja, dajte se pogovarjati, res zna rešiti se to situacijo. Ok, zdaj pojma nimam, kaj sem govorila na zadnjem tem videu, zato ker je minilo nekaj časa. Glavnem, zdaj je že večer in končujem tale video, zato zgledam mečken drugače, pa računalnik za mano ugasnjen. Anyway, nima veze. Upam, da vam bo tale video kaj pomagal, da se boste kaj naučili. Zdaj, če si hočete vedeti še več, si lahko preberete tole knjigo, to ni knjiga o seksu. Je pa še ena ful cool stvar, dejansko se bomo lahko dobili 23. novembra. Ob 3 bom jaz na knjižnem sejmu v Ljubljani, bomo imeli en tak pogovor o tej temi, tako da bo ful zanimivo in upam, da bo kdo prišel. Če bo kdo prišel, bom ful vesela. Jaz sem verjetno dlje časa pa še tudi tam, ne vem še točno, kaj bo, ampak ja, verjetno bom vse povedala še na Instagramu. To je za tale video vse. Če vam je bil všeč, mu dajte en like, subscribite se na moj kanal, komentirajte kaj. Če imate kakršnokoli vprašanje, lahko vprašate tole spodaj, pa mogoče da naredim tudi drugi del tega videa in naredim en tak bolj Q&A glede tega, kar boste tukaj vprašali, oziroma bolj frequently asked questions bi bilo to. Ampak ja, pišite, mi pa se vidimo v naslednjem videu. Čau! Night.